Živijo, kdo si, kaj počneš? Živijo, jaz sem Klejan Žiberc, sem predsednik Mladega foruma v Ljubljani in danes smo na ta lep sončen dan smo se odločili, da bomo speljali akcionizem v Mladem forumu in sicer, da bi ljudem mimoidočim na Prešernovem trgu predstavili argumente, zakaj je zakon o malem delu dober, glede na to, da smo opazili, da veliko ljudi zakona sploh ne pozna, tisti pa, ki so proti, so pa močno zavedeni strani študentskih organizacij oziroma strani študentskih servisov. Kako bi opisal najpogostejši odziv nekoga, ki mu podaš pamflet? Pa večina je v gužvi, se pravi, da se jim mudi naprej, ne, bom rekel. Določene stvari zanimajo, večina oziroma opažamo, da veliki gleda samo na svoj lasten interes, se pravi, kaj se bo z mano dogajalo, ne. Moramo gledati pa na širši družbeni interes, se pravi, prejle mi ena punca mi je omenila in rekla, ja, jaz sem začela pri 15 letih delati, ja, super, lepo, fajn, ampak mislim, da mogoče pa nekdo, ki je star 40 let, pa ima doma ženo, 2 otroka, pa je brezposeln zaradi tega, ker mogoče je ta punca pri 15 letih bila za delodajalca bolj ugodna, jaz mislim, da je to narobe. Mislim, da bo zakon o malem delu to področje uredil. Referendum je 10. aprila in mi ljudi hočemo prepričati, da bi glasovali za, ker se nam to zdi v redu. In zakaj? Zakaj se tebi zdi? Malo delo dobro, zato ker ureja področje študentskega dela, ker se zdaj prek študentskega dela izkorišča ljudi, zato da delajo prek napotnic ali pa se celo prek napotnic dela, pa noben dejansko ne dela, ampak podjetja prek tega denar ven dobiva, ne? In to pač ni prav. Druga stvar je to, da gre v pokojninsko. Misliš, da bojo pol ureja, ko bo več malih delavcev? Ja, lej, nadzor je večji predviden, tudi kazni so večje. Večji predviden, a veš, koliko so, ne vem, v lani so 19 kršitev najdeli? Ja. A se ti zdaj to realno? Če se za 100% poveča nadzor, jih bo najdeljih celo 38, ne? Ja, to je fajn, to je 38 če se kazni povišajo. Izdanih naročil, to je res dober nadzor. To jaz podpiram. Zdaj upravičencev 160 000, ne? Pa je 18 kršitev, pa bo pa 800 000 upravičencev, pa bo 100% povečanja nadzora, pa bo 38 najdeljih kršitev. Ja, ampak moramo videti, kakšni nadzor je sedaj, ne? Sedaj nadzor upravlja inšpektorat za delo, ne? Ki nima nekih pravih pooblastil za nadzor. Ja, trenutno imamo le taki nadzor, je trenutno glede napotnic, ne? Trenutno bo prišel tja, pa pogleda, kdo dela pred napotnice, kdo ne. In ne more več dansko praviti, če je to res tisti človek, ki dela preko napotnice, ne? Slovenija je tukaj majhna, da se vsi poznajo. In ne moš iti enemu, ki je tvoj kolega, ki te je podprl v neki politični kampanji, reči, lej, stari, ne imaš pa ti 100 zaposlenih, ki ti delajo prek študenta, ki dejansko sploh ne obstajajo, lej, ne dregi se ti v moj posel. Ponovati je tako, posod je žalostno, ampak res je tako, no? Ja, samo to ne pomeni, da zdaj ne bomo nobenega zakona sprejeli, ker se vsi poznamo, pa ni nobenega nadzora, ne? Pač mora biti urejen. To se jaz ne strinjam. Jaz sem drugače za ureditev problematike, sam sem za konkretno, no? Veš ti, koliko je študentov, ki se upisujejo na fakulteto zato, da dela prek študenta, ker drugače ne bi dobil. Kaj pa je to problem trga dela? To je problem, da ni enotne evidence vpisa, ki je univerza že vrsto let obljubila. In jaz sem vprašala na fakulteti, zakaj tega ni, in so mi odgovorili, da so hoteli že pred leti to urediti, ampak nekako niso najdeli rešitve, da bi to uredili. In kaj polci tu pove? Da je uni fakultete, ki se ti recimo fiktivno pišeš, ko plačaš 1500 € vpisnine, da imaš kao ti, da lahko delaš prek študenta, a se gre fakultetam kaj, da dejansko da so njihovi študenti zaposljivi, a da imajo čim več izrednih študentov, da ti plačaš. Da se upisujo na srednje šole, tako da ta nadzor je še dosti težji kontrolirati. Ampak se to lahko naredijo, ne vem, en ekstra zakon za to, da omejijo te vpise. Komod, lej, zakon lahko predlagaš, meni za 5000 ljudi ali koliko je potrebno podpisov, napiš zakon, pa ga predlaga parlament. Tako da to, veš, jaz se ne strinjam zdaj, da moramo mi ljudje se s tem ukvarjati, ampak pač zato smo mi tudi v forumu, recimo, da kakšne take ideje lahko damo naprej, da lahko pač sestavimo kakšne dokumente ali pa predloge, ker nas je več takih zainteresiranih in gre to naprej, ne? Imamo neke povezave, ki jih mogoče nek posameznik nima. To ne pomeni, da nas vse ubogajo, ampak pač pomeni, da lahko kaj povemo, kar mogoče kdo drug ne more, ne? Če pol sklepam iz teh besed, se pravi, vi stojite oziroma podpirate idejo, da samo zaradi tega, ker je trenutna situacija slaba, je to že zadosten razlog, da lahko podpremo slab zakon. Zakaj pa je slab? Zakon je v marsikateri točki slab.
v točkah, da ne ureja samo trga študentskega dela, ampak celotnega trga dela, ker vidimo, tako se je izrodilo študentsko delo, pa bi se ga dalo z določenimi ukrepi z lahkoto popraviti, tako se lahko izrodi tudi malo delo, pa smo videli na primeru Nemčije, ne? Recimo. To je drugačen zakon. Ja, ampak sprejet je bil pa enako zdaj, ne? Kot zdajšnji. Ja, In jaz bolj priporočam vladi, da ne prepisuje zakona o malem delu, ampak najrajše mogoče kakšne protikrizne ukrepe prepiše od Nemčije, če že prej. Mi pa SDM predlagamo, da namesto, da pač kopira floskule stranke, malo začne razmišljati tudi za svojo glavo in primerjajo trenutni zakon o malem delu s študentskim delom, pa nemškim malem delu in na koncu pač primorani v odločitev, da je študentsko delo trenutno podobno malemu. Jaz bom bila svojo diplomo tudi pač neaktivna, brezposelna, če ne bom najdla takoj dela. Kaj bo rekel? Ja, gospodična, lejte, boste bili zdaj najprej kot mali delavc, pa boste odprli svoj SP, pa tisti kanal te pokurili, mislim, ko vam bo še ostali na mesec kanal te pokurili prek malega dela, boste pa prek SP-ja naredili. Ja, to vem, saj to se dogaja, saj to je žalostno. Se vam ne zdi, da je to žalostno, da imamo tako rast SP-jev? Ja, zato pa se mi zdi, da bo ta zakon to rešil, ker zdaj bo v podjetjih kvota. Ko bom jaz enkrat diplomiral, s čim bom na boljšem, če bo malo delo spredal, ko pa zdaj ko študentsko delo? Kvote v podjetjih bojo, ti boš lahko na enega zaposlenega lahko opravil na mesec samo 180 ur malega dela. To si pa lahko že zdaj, to ne more biti protiargument, ker to je že zdaj lahko. Ne, ampak s čim bom jaz na boljšem? Zato, ker bo manj delavcev prek malega dela, kot je zdaj študentov. Zdaj lahko podjetje praktično zaposli, kolikor hoče študentov. Ja, se lahko tudi kolikor hoče preko podjemne pogodbe. Ampak to lahko že zdaj. Ja, ampak vse s čim bom jaz na boljšem? S čim bom jaz na boljšem? Na boljšem bo to, da se bo to področje uredilo, da se bojo prispevki plačevali, da ne bojo neke organizacije ta denar dobivale na blef, pa z njimi delale kar hočejo praktično. A ja, za denar se Mladi forum je to zagovarjal, pa če bom našel članega, bom objavil, da so Mladi forum se zagovarjali, da bi ta denar, ki ga ima študentske organizacije, da bi se ustanovil fond, projekti ta denar dobivali, ne da bi ga lahko na blef dobili. Mi moramo projekt napisati, pa ga dati na razpis, zato da dobimo neka sredstva, pa še to ponavadi ne vse. Oni pa dobijo denar vnaprej, pa pol lahko se projekte izmišljujejo ali pa tudi ne. To pač se nam ne zdi prav, če se to tebi zdi prav, lej, imaš lahko tako mnenje, ampak meni se to zdi, da to ni prav. Jaz sem itak mnenja, da bi mogli vse te politične stranke, ki so iz svojega lastnega žepa dajati, ne pa od davkoplačevalcev, jemati denar, da si oni lepijo plakate, kako so oni lepi, da se gledajo po celi Ljubljani, po celi Sloveniji. To je problem. Veste, koliko denarja gre za to? Pa koliko je bilo referendumov, ki jih niti niso upoštevali, volitev pa to. A veste, koliko denarja se za to vrže? Mislim, pa jaz ne vem, zakaj ljudje še zmeraj živijo v unem upanju, da mogoče pa bo enkrat bolj, če bojo bili tih, ne bojo. Če ne bojo nekaj rekli, se ne bo nič spremenili. Ne, zato smo mi v forumu, zato ker se nam zdi prav, da mladi tudi kaj povemo. Mi se ne strinjamo z vsemi stvarmi, ki jih stranka dela, tako da to se ni treba delati utvar. Pač marsikakšna stvar je, ker imamo različna mnenja. To ne pomeni, da lahko tudi kaj naredimo, ne? Ampak je pa pač zadosti, da imamo svoje mnenje. Enkrat bomo tudi mi na tem položaju, mogoče, ali pa kdo, da bo lahko kaj naredil boljšega. In pač, če nekje začneš, boš lahko mogoče tudi kaj naredil. Če pa si sam, koliko tega pridejo pa pravi, ne bom šel na referendum, kaj tako vsi kradejo pa lažejo, pa bo pa še naprej tako. Veš, mislim, če hočeš kaj dobiti, moraš od kaj narediti, no? Se vas ne da prepričati zaradi česa? Ker je zakon slab, če bi bil zakon dober, bi ga podpiral, tako podpiram vso zakonodajo na področju študenta, ki je dobra, če je dobra, ne, ta pa ni. Ampak, naprimer, malo delo nudi študentom delovno dobo, se pravi, da se jim šteje delo v delovno dobo, nudi seveda več štipendij, ker ne bo denar se odvajal v študentske servise, ampak se bo prelival v štipendije. Glede, to so te vladne PR parole, ki pač preprosto v praksi nikoli ne bojo zdržale, na kar smo opozarjali že več mesecev. Ampak zakaj pravite, da ne bodo zdržale, če so zapisane v zakonu? Ja, gledajte, v prvi vrsti so številke zelo relativno zapisane. Se pravi, govorimo o večjem procentu koncesijske dajatve za štipendije, nikoli pa ne bomo videli, kakšna bo ta masa tega denarja v praksi se pretočila v obliko štipendije, ne? Ker pač vemo, da je pač trg dela omejen, kot takšno povpraševanje in ponudba, tako da v bistvu bomo govorili o tem, da bo pri večji obdavčitvi prišlo do manjšega izplena realnih vsote denarja, ki bo potem namenjen za štipendije. In tukaj je v bistvu pač ena izmed številnih manipulacij, kjer minister Svetlik pač žal zavaja, tako kot lahko poslušamo, da bo številne nove štipendije, potem pa drugi minister na drugi tiskovni konferenci preprosto pove, da država nima denarja in da bo treba zategniti pas. Zdaj na eni strani obljubljajo več denarja v integralnem proračunu, na drugi strani govorijo, da bo vse socialne transferje zamrznili. Kar pomeni realno, da se bo zmanjšati, sploh če upoštevamo inflacijo in pa življenjske stroške. Ampak
v zakonu je zapisano, kam bo šel denar, se pravi, šel bo v štipendije, ne more iti v zrak, v sonce. Tega denarja bo manj. Ne, ta denar je že zdaj in dobivajo ga študentski servisi. Ali je možno, se pravi, da denar izpuhti? Če je v zakonu zapisano, če bi država samo želela prerazporediti sredstva ali študentskim servisom ali študentskim organizacijam, bi to lahko naredila z aktualnimi spremembami. To bi bil en amandma na en člen, ki se lahko vloži v drugem branju v državnem zboru. Tako da to realno ni problema. Če bi država želela to narediti na drugačen način, bi to lahko naredila brez vsega tega cirkusa, ki ga imamo trenutno danes, pa tudi to ne bi nujno bila dobra stvar, sploh če pogledamo strani študentskih organizacij. Tako da v bistvu tukaj gre za neke tako znane PR trike, Denis je to sam poznal dobro, ki vlada uporablja za namene prepričevanja ljudstva, da sprejme še en zakon, ki je proti delavcev, ki je proti socialno šibkejšim in ki veča socialne razlike v naši državi. Ampak kako vnaša večje socialne razlike v naši državi, če je zakon namenjen študentom, upokojencem in brezposelnim? Ja, točno to. Trem popolnoma različnim skupinam, ki imajo vsake svoje okoliščine. Nobenim nič ne omejuje, vsem v bistvu nudi več. Študentom zagotovo omejuje. Kaj? Tistim, ki študirajo delajo na fiktivne napotnice in v bistvu zaslužijo več kot 6.000 evrov na leto. Sploh ni res, tega problema ta zakon sploh ne rešuje. Če bi želeli ta problem rešiti, bi ga rešili spremembo visokošolske zakonodaje, ki bi tudi rešila problem tako imenovanih fiktivnih študentov, na kar študentske organizacije opozarjajo že zelo dolg čas. Omejuje pa v tem primeru, da dodatno obremenjuje študente, da morajo plačevati zdravstveno zavarovanje, ki ga že imajo urejenega vsaj do 26. leta starosti po drugi zakonodaji, čeprav je aktualna vlada pred volitvami 2008 obljubila, da bo vsem študentom vrnila nazaj zdravstveno zavarovanje tudi na 26 let starosti, se pravi tudi študentom medicine 6. letnika, kar danes žal ni po 2 letih in pol. Hkrati pa jih prisiljuje tudi, da plačujejo ostale dajatve, od katere bo imeli pa zelo malo pravic, istočasno jih pa omejuje, dodatno jih obdavčuje in pa omejuje jim število dela, koliko lahko delajo. Preprosti izračun, ki je resničen in ki meni mora znikati, je 720 ur letno, če to delimo z 12 meseci, ker moraš 12 mesecev na leto jesti, je to 60 ur na mesec, krat 4 ure, koliko je povprečna študentska postavka, 240 evrov. To je premalo, da lahko študent preživi v Ljubljani, če nima bogatih staršev. Ampak študenti bodo imeli štipendije. Ko bodo študenti imeli te štipendije, bomo lahko verjeli. Do takrat pa smo to že poslušali stokrat. Ne, ampak zakon o štipendiranju je bil sprejet. Zakon o štipendiranju je v državnozborski proceduri, to je razlika. In gre naprej in dobiva podporo. In pa jemljemo dijakom nad 18 let starosti štipendije. Res smo odlična socialna država, zdaj bomo do 18. leta prisiljeni na hotel mama. To nikakor ni rešitev. Rešitev je bila, da bi država zagotovila štipendije, ne samo republiške, govorimo tudi o kombiniranih štipendijah in da spodbujanje kadrovskih štipendij, ki bi to potem pozitivno vplivali tudi na trg dela, ampak tega ne dela. Država samo jemlje in zateguje pas pri tistih, ki nismo povzročili te krize in ki niso krivi za napake prejšnje, zdajšnje ali katerekoli vlade. Ampak samo malo. Zdaj, še enkrat se vrnemo nazaj. Se pravi, zakon o malem delu ne omogoča več pravic študentom, ne omogoča več pravic upokojencem, brezposelnim, ne omogoča več štipendij. A je to tvoja trditev? Jaz trdim, da je zakon o malem delu slaba rešitev za obliko začasnega in občasnega dela študentov in dijakov, da obstoječa rešitev boljša, ki seveda ni brez napak, ampak da zagotovo malo delo ni rešitev, kako bi rešili socialni položaj študentov v Republiki Sloveniji, kakor tudi ne brezposelnih. Ampak, zdaj, če se vrnemo nazaj, se pravi, to ni, se pravi, zakon, kateremu nasprotuješ, je takšen, kot je. Slab. Ni slab. Ja, ni slab. Stvar interpretacije. Ni slab. Ja, seveda, stvar interpretacije je vedno, ali je belo, ali črno, ali rdeče, ali zeleno, ali kakorkoli. Ne, ta zakon je objektivno slab. Ampak ni objektivno slab. Ja, ni. Če omogoča več pravic tistim, katerim je namenjen. Če omogoča, če piše v zakonu, kako lahko potem trdiš, da je slab in da ne omogoča tistega, kar piše? Ne omogoča pa bogatenje študentskim servisom. Če bi država želela omejiti študentski servis, bi lahko to uredila z aktualno zakonodajo, ki že sedaj ureja obliko posredovanja študentskega in dijaškega dela. Že sedaj državno zavod za zaposlovanje lahko to počne, pa država tega ne zna upravljati. Že zdaj. Republika Slovenija, država, zaposluje, mislim, da več kot 20% vsega študentskega dela. Potem govoriti, da bo država zagotovila da bo to ponesla več delovnih mest, pomeni, da bomo tudi očitno zaposlovali v javni upravi. Na drugi strani pa govorimo, da se bo v javni upravi odpuščalo, da ni napredovan in da se vse zamrzuje. Tukaj prihaja do popolnega neskladja in nekdo očitno se moti. Ali pa nekdo zavaja, eden ali drug minister. Se pravi, še enkrat se vrnemo na zakon o malem delu.